Kako to, da letos niste organizirali tekmovanja za Miss Slovenije? Že v lanskem letu, oziroma že takrat, ko smo začeli z izbori Miss Slovenije za Miss sveta, smo se odločili, da bomo organizirali prireditve na nivoju, ki se ga takšno tekmovanje tudi zasluži. Se pravi, da je to javna prireditev, prisotnosti medijev, zaključna prireditev z glasbenim programom in seveda, da so tudi televizijski prenosi. Kaj so na to rekli Angleži? No, mi smo seveda Angleže obvestili, da prireditve ne bomo organizirali na nivoju, kakršnega bi morali v tem letu organizirati. Najprej so čakali na našo dokončno odločitev, v mesecu oktobru so nam pa predlagali, da vseeno izvedemo bilo na kakšen način izbor Miss Slovenije za Miss sveta, vendar smo to odklonili. Govori se, da so vam licenco odvzeli. No, trditev ni točna in sicer mi smo letos dobili pogodbo za pridobitev licence. Takoj smo organizatorji svetovnega izbora obvestili, da pogoji trenutno še niso takšni, da bi lahko na nivoju izvedli prireditev in da do nadaljnjega pogodbe ne podpišemo. Mi moramo pogodbo podpisati, njihovega podpisa še ni na pogodbi, moramo pogodbo vrniti podpisano, na to dobimo fakturo, ki jo moramo poravnati, šele na to nam vrnejo podpisano pogodbo in potrdijo, da imamo licenco za tisto leto. Kaj pa pravite na to, da nacionalna televizija pravi, da ste jim dolžni, da zato niso hoteli delati z vami? No, mi organiziramo z nacionalno televizijo oziroma z RTV Slovenijem že 40 let različne projekte. To so razni festivali, snemanja, prireditve, več kot 100 jih je bilo v teh letih in v letu 2007, ko smo organizirali izbor Miss Slovenije za Miss sveta, po naših pregledih vse dokumentacije ugotavljamo in zatrjujemo, da nismo ostali dolžni nobenega denarja. Kaj bi rekli novi lepotici na pot? Novi lepotici želimo vso srečo, enako tudi organizatorju izbora. Zavedamo se, da v prvih letih, da bo prireditev stekla, bodo sigurno določene organizacijske težave. Če bo potreboval kakšno pomoč oziroma tudi, če bo nova mis izbrana kakšno pomoč, so naše misice pripravljene sodelovati in pomagati z nasveti ali bilo kakšni drugačni obliki.